V imenu organizatorjev vas pozdravljam na prvi okrogli mizi z naslovom Od ideologije k posamezniku. Ta okrogla miza je del širše pobude Resnica in sočutje 1945-2015, pobude, s katero želimo prispevati k bolj demokratični, bolj strpni razpravi o problemih in posledicah druge vojne, se pravi vsem zlu in težavah, gorije, ki ga je povzročila, in da bi začeli tudi s tem en proces žalovanja za vsemi, ki so trpeli in tudi izgubili življenje v drugi vojni. In na ta način želimo prispevati seveda k temu, da bodo generacije ljudi, ki so zdaj rojevajo, oziroma ki so zdaj vstopajo v odraslost, imela en model, en zgled, da se v Sloveniji da o teh stvarih govoriti, brez jeze, brez hujskanja in na ta način ustvariti eno plodno podlago za večje zaupanje v tej družbi. Danes vemo, da je prav zaupanje največji problem modernih družb. Ni več problem ne materialni, ne obilje, ne komunikacija. Problem je čustveno preživetje in ključno za čustveno preživetje je seveda zaupanje med ljudmi. Soorganizatorja te okrogle mize sta tudi spletni magazin Časnik in pa Socialna akademija, ki je poskrbela za ozvočenje in za tudi video in audio snemanje tega dogodka. Vsi ste vabljeni po vprašanju, komentarjem, odgovorom. Osrednja gosta oziroma diskutanta te okrogle mize pa bosta gospod Jože Bartol, ki je urednik na Radio Ognjišče, tudi soorganizator pobude Resnica in sočutje in hkrati slikar in organizator oziroma urednik desetletne oddaje Moja zgodba, ki poteka vsak teden na Radio Ognjišče. Drugi sogovornik je gospod Uroš Šoštarič, ki ga morda poznate, zdaj je bil predstavljen v oddaji Pričevalci na RTV Slovenija, drugače pa udeleženec druge vojne v vojski Kraljevine Jugoslavije. In bo nam verjetno veliko povedal, je tudi avtor knjige o tem, mislim, da je Ravna gora, Moja usoda. Je knjiga, v kateri gospod že opisal svojo izkušnjo. Dobrodošli vsi, hvala, ker ste se odzvali v vabilu in predlagam, da začnemo. Jaz bom dal kar besedo najprej gospodu Jožetu. Boste mikrofon. Izvolite. Lep dober večer. Ja, jaz sem na Radio Ognjišče urednik ali sourednik oddaje Moja zgodba, ki jo že od leta 2005 pripravljamo skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, zatem Študijskim centrom za narodno spravo, s Komisijo Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. In v tem času je nastalo, kako ne rečem, eno dokumentacijsko središče, ki beleži travme, dogodke, ki so se zgodile malemu človeku v času med in po drugi svetovni vojni. Se pravi, da na nek način odkrivamo, beležimo, snemamo, raziskujemo, predstavljamo življenjske usode, ki jih je na različne načine prizadel katerikoli od treh totalitarizmov, ki smo ga na naših tleh doživeli. V tem času smo pripravili približno 500 oddaj, od tega je približno 60 do 70 odstotkov osebnih pričevanj, ostalo pa so objavljena predavanja različnih strokovnjakov, znanstvenih posvetov, okroglih miz ali pa različnih spominskih slovesnosti, ki so se zgodile na ta način. Pričevalci so civilisti, otroci, sorodniki žrtev med in povojnega nasilja, pa tudi mobilizirani vojaki v nemško-italijansko vojsko in ne nazadnje tudi partizani. Če gledamo, da so bili nekateri primorci, ki so bili mobilizirani v italijansko vojsko, potem
v Jugoslavijo vrnjeni kot partizani oziroma so se pridružili prekomorcem in ti so prav tako prispevali svoje zgodbe, morda tudi nekoliko zaradi specifične primorske zgodbe, kajti oni so vendarle bili po drugi svetovni vojni zaradi tega, ker so se pridružili prekomorcem v drugačni situaciji kot ostali partizani. Namreč bili so tretirani kot nezanesljivi, nekateri so bili seveda tudi več let zaprti, nekateri celo ubiti. Dobro, mogoče toliko za uvod. Mogoče, ja, če te smem še tole vprašati. Tvoj vtis, ko si vse te zgodbe poslušal in kaj bi rekel, kako je slovenskega človeka, tako si rekel, povprečnega civilista, kako ga je zaznavala druga vojna? Kakšen vtis si ti dobil? Ja, jaz bi si tukaj mogoče zastavil vprašanje, ali so te oddaje, ki smo jih posneli, kaj prispevale k spravi, recimo, če govorimo zdaj o tem terminu. No, jaz bi najprej rekel besedo ali dve o spravi. Velikokrat, kadar pridem v stik s kakšnimi, predvsem mlajšimi, pa nanese beseda na spravo, mi takoj v drugem, tretjem stavku nazaj odbrusi, da on ni z nikomer skregan in se nima pravzaprav z nikomer nič spravljati. No, v naslednjem trenutku, pa če zdaj malo karikiram, ga to nič ne ustavlja, da ne bi na kakšnem forumu računalniškem ob kakšni novici, ki ga je zelo razburla, zapisal, da so jih pa še premalo pobili. Se pravi, zdaj smo točno pri tem terminu, da je nam bila beseda sprava, ki zdaj zveni celo malce slabšalno, pejorativno, dana v nivo ideologije. Se pravi, smo na ideološkem nivoju. Zato bi se jaz morda tudi v izogib temu rad raje ustavil pri terminu sočutje. Ampak ljudje verjetno na osebni ravni si pa želijo sprave. Na osebni ravni si jo seveda lahko želijo, lahko jo tudi, bi rekel, v sebi čutijo, ampak mi se lahko na tem širšem nivoju takoj sporazumemo, pa rečemo, da je potrebno recimo vse žrtve v hudi jami pokopati. Ko pa je potrebno priti do enega samega, do tistega, ki ga morda poznamo, pa z njim skleniti spravo in mir in tako naprej, pa mislim, da je tukaj pa večji problem. In tukaj imamo mi težavo namreč za svojimi besedami, ker lahko z neko željo vse velike probleme rešimo z besedami, žal pa enega konkretnega koraka k temu, da bi pa to naredili, to ne zmoremo. Velja, hvala. Gospod Šošterič, lahko vas zdaj povabim k besedi. Vi ste bil pravzaprav v uniformi čez druge vojne, ne? Več ali manj ste vi preživel čez druge vojne v uniformi. Ja. Kako je bilo iz uniforme videti svet takrat? Ti je že vključen. A to treba, ti si že vključen. Ja, kako je bilo videti. 18 let mulj sem bil, ko sem oblekel uniformo. Ko sem prišel pa iz zapora Ozna, to je na Miklošičevi 9, sem bil pa zrel človek, brez pravic, praktično državljan, ki bi ga lahko vsak naredil z njim, kar bi hotel na ulici, ker nisem imel nobene pravne zaščite. To je bil začetek. Celo vojno v uniformi je pač bilo tako, mi smo bili mladina v stari kraljevini Jugoslaviji veliko bolj domoljubno vzgojeni, kot je današnja naša mladina. To je pa ravno zaradi tega, ker ni prišla do izraza lustracija in pomirenje, odnosno prava sprava. Mi o spravi sploh ne moramo govoriti. Do zdaj, to, kar je bilo narejeno, to je bila farsa vse skupaj. Toliko o tem. Še kakšno besedo mogoče o sam temu 18-letnemu fantu?
kako gleda na svet, kaj razmišlja, ko je v tem vrtincu, ki se ga niti ne zaveda. Leta 1939 je prišel v Celje in naredil en določen pečat celemu gibanju Draža Mihajlović, takratni generalštabni polkovnik, ki ga generalštab Kraljeve vojske predstavil po kazni v Celje, ker je razkril kot vojni ataše v Pragi abesinsko afero. Abesinska afera je bila takrat, da so s plinom Italijani uničevali in ubijali abesince. In mi smo začeli organizirati takratno pasivno obrambo in četniški odred. V tem sokolskem četniškem odredu nas je bilo cirka 10, ne vem, točno se ne morem spomniti. Mi smo bili potem tudi vsi prostovoljci v Kraljevi vojski, 17-letni fantje. Jaz sem dobil uniformo in sem bil v 345. kontravionskem divizionu v Renčah nad Zidanim mostom kot aktivni vojak prostovoljec. Ko se je končala vojna, sem pobegnil pred Nemci z biciklom, s kolesom preko Torjana v Ljubljano. Ampak so me tam tudi aretirali, bil sem med prvimi zaprtimi v starem Pisku v Celju in potem seveda z očetom in materjo in dvema sestrama in bratancem in potem izgnan v Srbijo. In vsi trije moški v naši družini, oče, brat in jaz, smo bili aktivni od leta 1941. Meni je država Srbija zato dodelila naziv vojvode in mi je ovenčala z spomenico, ravnogorsko spomenico 41-45, ki ima v Srbiji isto veljavo kot partizanska spomenica ali še več. Mi imamo naziv Narodno-osvobodila Kraljevo vojsko v domovini. To je v Srbiji. In v Srbiji je, kar se spravnih aktov tiče, mnogo dalje, kot smo mi v Sloveniji. Žal mi je, da nisem danes prinesel seboj rehabilitacijskih sob za mojega ubitega očeta in ubitega brata. Tako čustveno, tako iskreno, kot je Srbsko vrhovno sodišče napisalo in se opravičilo in govorilo o komunističnem zločinskem sodišču. Ko sem jaz pokazal enemu od tožilcev v Ljubljani, je rekel, tega naši sodniki ne bi nikdar v stanju niti napisati. V Srbiji je situacija drugačna. Tam je zelo močen ravnogorski pokret in ravnogorski pokret je naredil svoje, tudi kar se sprave tiče. Je pa nekaj, da je pa veliko manj, tle imate enega od avtorjev teh odkrivanj, gospod Jože Dežman, ki vam bi vedel še kaj več povedati o tem kot jaz, je pa veliko več narejenega v Sloveniji kot v Srbiji pri odkrivanju grobov. Pri enačenju pravic pa absolutno nič. Danes smatrajo recimo Slovenci domobranci za kako jim praviš, belogardisti, sluge okupatorja. Domobranci so imeli isto funkcijo v Sloveniji, kot so imeli Medičevci v Srbiji. To je bila po tistih ženevskih konvencijah, so bile to oborožene enote, okupirane države, ki so imele za dolžnost ščititi prebivalstvo. Pri nas so to spreobrnili in ne vem, kaj naredili z tega. In jaz sem eden od pobudnikov, da se ta krivica temu delu slovenskega naroda popravi, da se da tem enotam tisto mesto, ki ga zaslužijo. Ampak da se obelodanijo, mi smo lahko prečitali za vsako najmanjšo zadevo, ki so jo naredili, četniki ali domobranci, ki smo bili nekako v monarhistični liniji, o partizanskih stvareh nismo slišali skoraj nič. Tudi mi, stari borci, nismo vedeli, kaj se je dogajalo po vojni za poboji. Jaz sem recimo sam odkrival nekaj grobove v Kamaškem Mostru. Lepa hvala.
Se slišimo? Ne. No. Ja, gotovo, da je situacija v Srbiji pa Sloveniji politično različna. Jaz se spomnim, kako so v Nemčiji recimo razumevali tudi zelo različno po prvi vojni. Ne? Ampak nek nauk, ki ga še zdaj recimo Nemčija sprejema, je, da njihov problem prve vojne je bil, da jim nikoli niso zaključili. Da so oni imeli občutek, da so iz prve vojne išli kot zmagovalci, da na bojnem polju nikoli niso bili poraženi in pravijo, ker mi nikoli nismo izžalovali prve vojne, smo tako rekoč zlezli nehote v drugo. In to imate gotovo prav, da bi bilo treba tudi na prostoru Jugoslavije, žal se je že zgodila ena vojna, ampak če bi hoteli končati z vojnami za vse na tem področju, bi verjetno mogli drugo vojno tudi izžalovati. Ugotoviti, da je bila ena velika tragedija za vse vključene. Kaj bi vi rekel čisti svojega doživljanja o tej tragediji, ker bi ste jo tudi doživeli osebno izgubo najbližjih? Če bi mogoče o tem lahko rekel. Jaz bom začel pri koncu. Leta 1990 sem bil v vrhu tistega dela slovenske politike, ki smo spremenili obliko Slovenije. Do leta 1990 moja dva fanta, eden že na univerzi, drugi ob koncu gimnazijskega študija, nista vedela, kdo je bil njihov oče. Tako smo skrivali stvari pred lastnimi otroci. O kakšni denacifikaciji ali pa dekomunizaciji pri nas, kot se je zgodila v Nemčiji, sploh ne govora. Jaz imam nemške originalne knjige zgodovinske, v katerem Nemci sami ugotavljajo. Mi smo krivi za svinjarije v Evropi in za drugo svetovno vojno in zato nas nihče ne pomiluje. Mi poznamo Nürnberški proces, kjer se je obračunalo z nacisti. Mi poznamo maso, na tisoče procesov, kjer se obračunalo z vsemi nacisti. Povejte mi en proces, ki je bil voden proti bilo kateremu najmanjšemu ali najhujšemu krvniku, ki se je, torej iz komunistične partije. Ga ni. Nasprotno, a nas ni lahko sram, da imamo v sred Ljubljane spomenike vojnim zločincem, ki jih lahko dokažemo. Jaz sem velikokrat napadal Mitjo Ribičiča, pokojni je star pregovor, to ne govori slabo, ampak kar je resnica. On je mene pred sodišče, vojno sodišče postavil z praktično predlogom za smrtno obsodbo. Lagal, to je dokazano potem. In danes smo jo te gospodje Kardeli, Kidrič, ne vem kdo še, Rozman, vsi te spomenike, ulice, trge in ne vem kaj. Ljudje pa, kje mi živimo? Smo mi v Evropi? Kje pa živimo mi? V Srbiji danes tega več nima, nikjer. Nikjer tega ni. S tem moramo enkrat radikalno prekiniti. Če hočemo mi priti do neke narodne sprave, potem se je treba najprej rešiti vse te navlake in potem pristopiti in pričeti se pogovarjati, o čem se bomo spravljali, kdo se bo spravljal, ampak moramo obelodaniti vse, ne samo partizanske stvari. Toliko in toliko so jih pobili na uro. To pa ne povejo, ko vse oni pobili na uro. Toliko in toliko žrtve je bilo, ne vem, od ne vem katere policija, ne vem česa. Ljubi Bog, kje pa milijon žrtev po vojni? Kdo pa to pobil? In tako dalje. Lepa hvala. Gotovo, da trpljenje žrtev lahko postane z leti ne manjše, ampak samo večje, če se krivica na krivico, tako kot ste rekli, nalaga. Je prav tisto, kar rabimo, je gotovo ne vrste sprava. Zdaj, kakšna bo to bolj politična, gotovo ne bo ideološka. Sprava bo mogla
zajeti tudi človekovo doživljanje, njegovo trpljenje in ga ovrednotiti. Jože, če lahko tega malo spodbudim. Na te oddaje, recimo, ki jih pripravljamo, moja zgodba, vsaj soočajo ljudi, ki jih poslušajo, s tistim trpljenjem, z tistim strahom, s tistimi življenjskimi situacijami, ki so se tem ljudem med in po vojno dogajali. Gre torej za, recimo, zdaj, ker smo že 2014, začeli smo 2005, se pravi, takrat so bili, tako kot gospod Šušteršič, še živi tisti, ki so bili akteri, ampak večinoma pa tukaj nastopajo otroci, sorodniki. In tukaj se lepo vidi, kako je bil nekdaj čas, ko so za dejanja od staršev odgovarjali otroci. Ko se je neka krivica, da ne govorimo, da so otroci ostali brez staršev. Potem so prišli v šolo in bili tam kaznovani zato, ker so izgubili starše. Se pravi, niso bili ne krivi, ne dolžni, že tako ali tako traumatizirani, brez staršev so jih učitelji še kaznovali. Recimo, kolikokrat sem slišal v moji zgodbi, kako jih je prizadelo, da so dobivali vsi ostali unrine pakete, detke mraze in tako naprej. Oni pa so, ker so bili politično na drugi strani, ker so bili otroci domobrancev, otroci, žrtev tistih, ki so jih povzročili partizani, niso dobili nič. In nezavedno se te zgodbe prenašajo tudi naprej. Koliko otrok se zaradi tega ni moglo izšolati, ker se niso izšolali, imajo v sebi še vedno travmo, da niso dovolj izobraženi. To so prenašali tudi nezavedno na svoje otroke. Koliko otrok je bilo, ki niso o usodi svojih staršev, starih staršev, praktično do 80-90 let izvedeli nič, so bile neke teme, o katerih se ni smelo govoriti. Jaz se spomnim svojega deda, ki mi je rekel: fant, ne ukvarjaj se s politiko, ker te bodo ubili. Pa imam 45 let, se pravi, da je bilo to, kaj pa vem, v konec 70-ih, v začetku 80-ih. In te zgodbe nas, če jih poslušamo odprto, soočajo s tem trpljenjem. In če smo pripravljeni prisluhniti, v nas lahko prebudijo to sočutje. In če k pojmu sprave ali pa recimo k temu, kar bi si želeli v našem narodu doseči, pristopamo na tak način, se pravi, da z neko empatijo se vživimo v trpljenje ljudi, ki so ga doživeli, jaz mislim, da je lahko potem ta pot, da to ima neko pot. Ja, mislim, da je ključna tema, ki si jo odprl. No, vse se slišimo. Se pravi, kaj se zgodi, če je bolečina ali pa krivica ostane v srcu, v človekovem srcu, in o tem ni niti besede. In to mislim, da je cela Evropa zdaj vključena v en proces, ko se generacije, ki so doživele svetovno vojno, poslavljajo, ampak v teh letih želijo povedati svojo zgodbo. Mislim, da se je tudi drugod, po drugih deželah, zelo povečala senzitivnost do teh časov, do teh zgodb. Kar je mogoče takrat bilo spričo okoliščin še razumljivo, danes ni več razumljivo. Danes hočemo povedati, da je bil to grozen čas, da je bil to čas, kjer so se ljudem dogajale nezamišljive krivice, in če to ljudje, ki so bili žrtve, povejo današnji publiki, današnjemu svetu, dobijo sočutje pa na naravni poti. Prej pa mislim, da je bila ideologija tista, ki jih je ali utišala, potem so pa še vedno sami sebe tudi utišali, kot si ti rekel, ali pa še svoje otroke zaznavali s tem, da pogledaj, molk ti bo največ prinesel. Danes pa vemo, da molk ti prinese samo še večjo krivico. Mogoče bi omenil samo še tole.
Pred mesecem dni sem bil na odprtju razstave enega kiparja Jožija Končice, ki se ukvarja s takim zanimivim kiparskim izrazom, da zaliva neke kromosome DNK zapise v neko maso in jo potem razstavlja. In on je povedal, da so naredili čisto znanstveni poskus na miših, ki so jih, torej par miši, ves čas strašili, torej da sta bili miši obstrašeni. In potem so to primerjali z nekim drugim parom, ki ni bil izpostavljen temu strahu, in na osnovi rezultatov so ugotovili, da se za 7 generacij naprej še potomci tega para miši, ki so jih ves čas, ki je bil izpostavljen strahu, da se še ločijo od tistega, ki temu ni bil izpostavljen. In zdaj, če računamo, koliko naših družin je bilo v smrtnem strahu kar nekaj časa in kako so to nezavedno prenašali tudi naprej, si lahko seveda predstavljamo, koliko časa lahko ta naša travma še traja. In tudi obseg te travmiranosti, ne? Ker če ni varno doma, kje pa je varno? Ja, jaz tudi povabim vas, publiko, kakšnim vprašanjem, sem boste mogli priti malo bližje, da vam lahko da mikrofon. A boste vi bližje prišel? Ja. Drugače ne moramo. Vsak, ga bom še prosil vsak zgodelišnica, če lahko povem ime pa prilik, tako da ga vas poznamo. Roman Obrč. V zvezi z spravo bi postavljeno vprašanje. Pripravlja se zakon v parlamentarno proceduro, v debato, ki bo govoril o primernem odkopu, pokopu, spoštljivem, kot je rečeno, da se te zadeve obeležijo in to ne bi zdelo malo kratka v razpravi in morda tudi v sprejeti. Sprašujem vas, pa mogoče še koga v dvorani, pogrešam, ker je ta zakon tako mišljen, spoštljiv odkop in pokop, pa obeležitev teh mest, 630 ali kolikih je. Pogrešam pa rehabilitacijo. Ne zajema rehabilitacije. Bojim se, da bi ta zakon, ki bi bil tako sprejet, kot je zamišljen, opravil z rehabilitacijo, ki je pa po mojem mnenju, skromnem mnenju, zelo pomembna za bodočo zgodovino Slovenije. Rehabilitacija žrtev in vojska. Tako mislim. Hvala, tudi vam. Lahko jaz, gospoda Dežmana, prosim za odgovor, mogoče bolj se tudi vidva sta, se razumno povabljena. Veste ga, jaz ne bi mešal tih... Poglejte, vsta spopad, ki se odvija po osamosvojiteljstvu, kar je Uroš rekel, dejansko je, recimo Žikica Jovanovič, ki je tam 7. julija ustrelil 2 žandarja, so ga posmrtno obsodili zaradi zločina, je pa res, da so tega sodnika potem takoj odstavili. Tako da tudi v Srbiji zadeve niso čisto enostavne, ampak tole, kar ste zdaj vi vprašali, ta novi zakon je čisto tehnični zakon, ki ureja pogoje za spodobno popraviti tiste zadeve, ki so. Pač, če tega do zdaj nismo bili sposobni, to je zelo zanimiv poskus, da bi le uredili in izboljšali ti zakon iz 2003, to pa pomeni, da se v skladu s poznanji, do katerih smo v teh 10 letih prekopov prišli in v teh spopadih in zlasti po razpadu sistema po letu 2009, to, kar kolega Ferenc pravi, da je bilo huda prehuda, in jaz ne bi tukaj mešal vsega skupaj. Ta spopad za dobro ime, ne bo potekal, jaz mislim tako, kot je Uroš rekel. Tukaj je po celi Evropi potekajo podobne zgodbe in domoranska vojska in pač tudi del jugoslovanske vojske v domovini, pa druge zgodbe bodo imele svojo pot, ampak
Jaz bi rekel, da je kolega Kladnik je zdaj za to revijo novo, je za naslednjo številko pripravljen prispevek Slovenska partizanska in demografska vojska v njunem koncu pred 70 leti. To se pravi, ko je gospod Kladnik izdal knjigo Slovenska partizanska in demografska vojska, so ga takoj odstavili kot direktorja vojaškega muzeja. Tako da to so zdaj stvari, ki potekajo in bodo prišle do tega, ampak jaz res bi vam dal en slaven primer. Nemci generalne Rezenerja niso upisali med žrtve na Žalah, Je pa dejstvo, da smo zdaj, ko smo se pogovarjali, kje je bil Rezener pokopan, je to precej težko ugotoviti, ampak nedvomno so Rupnik in Hacin pokopani ob tem kotu italijanskega pokopališča, kjer so leta 96 Rupnikovi ta mladi pokazali, ki je gropa. Se pravi, bo nedvomno že takoj, ko se bomo začeli o tem pogovarjati, se bomo pogovarjali tudi o grobovih. Je pa tam na Žalah je 7 demografskih grobov, ki so pozabljeni, ker ne piše gor, da so demografci, ampak se noben z njimi ne ukvarja. Slovenska zaveza je obveščena in ste zelo brutalno dejstvo je, da nova Slovenska zaveza se formalno ne zanima za pokop svojih mrtvih. Tako da jaz ne bi zdaj kdo koga hoče rehabilitirati. Mi vemo, da je v Polijami teh 800, ki so zdaj zunaj iztekali. Zakaj se nova Slovenska zaveza za njihov pokop ne zanima? A se tukaj ni enosmernih zgodb. Tukaj jaz mislim, da bo zgodba ta, ki bo se srečala z vsemi temi elementi pogovora, dialoga, prav to zahtevati, ampak je pa treba vse karte namisliti. In pri pokopu je teh kart je veliko več kot rehabilitacije tukaj zraven. Tako da, če bomo mi uspeli urediti to ogromno polje, urediti svoje, urediti nemške, urediti hrvaške, srbske, črnogorske, bosanske in tako naprej. In vse ob tem izbile tako, kot je Uroš rekel, ko bo koalicija normalnosti po Balkanu in po celem vzhodu se uspela dopovedati Zahodu, kaj to komunizem je, bomo pa prišli do evropskih problemov. Tako da jaz ne bi v rehabilitaciji tukaj govoril. Če bomo uspeli vse pokopati, bo to že začetek. Vam pa samo en podatek, povem, Nemci so od leta 90 okrog 800 000 svojih mrtvih prekopali. In se niso nič sprašvali, kdo je gor, kdo je spodaj, so pa zadnjič imeli pogovor, ker je njihov uradni predstavnik ni hotel iti na grobove SS. In še zmerom nimajo spomenika dezerterjev. Ne gledati, da se Slovencem godi kaj drugega, kot se drugje godi. To vaše vprašanje je umestno, je upravičeno. Če je vaše mnenje, da je to treba s pokopom reševati, je možno predlagati, da to zagovarjate, ampak moje mnenje ni razumno, da je dosti boljš razmeroma hladen zakon sprejeti, pa ga uresničiti. Lepa, hvala za pojasnilo. Ja, gotovo, da si treba zadovoljiti z malimi koraki, jaz mislim. Torej, ta naša pobuda Resnica in sočutje, ki smo jo ustanovili na začetku tega leta, ima za enega izmed svojih ciljev prav to, da bi v ljudeh zbudila vsaj toliko sočutja in mislim, da to je mogoče. Tudi pri tistih, ki so najbolj zadrti, da namreč človeški ostanki ne sodijo na mesta, kot so Rudniški jarki, Tankovski jarki, različne jame, brezne in tako naprej. In to se da doseči. Pri nas na radiju vem, da je poklicala enkrat ena gospa iz Koroške, je rekla, tam pri Hudi Luknji, sem jaz toliko stara, sem jih videla, kako so jih pobili, kako so tam ležali, vem točno, kje so, se jih spominjamo, smo sočutni, ampak nekaj tam ostanejo. Ne se mi zdaj s tem ukvarjati. Treba je bilo samo eno vprašanje postaviti in sicer, gospa, kaj pa vaša mama, če bi tam ležala? Kaj pa vaš oče? Pa smo bili takoj zmenjeni. Človeški ostanki, kogarkoli so že, sodijo na neko človeka primerno mesto za pokop. In jaz mislim, da je to prvi korak, ki ga moramo ob 70-letnici konca druge svetovne vojne narediti. Namreč, da začnemo
polje tega sočutja in sprave premakniti iz polja ideologije na polje obče človečkosti. Samo to si želim, kar želiš, da naredim, se pravi, kar želiš, da drugi naredijo tebi, storiti prvi drugim. In ko bomo enkrat prišli do tega, mislim, da se nam bo zgodilo, da pokop žrtev ne bo več nemogoč in tiste gajbice z človeškimi ostanki, ki zdaj ležijo v hodnikih Hude jame in so vsem Slovencem v posmeh, da bodo dobile svoje mesto, kamor ne bi ležale kot človeka vredni posmrtni ostanki. Ja, ker se mi zdaj zelo težko želvati, če ni groba. Ker je tam negotovost. Jaz se spomnim teh zgodb, ko so ljudje rekli, mi smo še leta in leta čakali, mogoče se pa vrne. In ta pritisk še dodatni, ta stalna napetost, ko je nemogoče se posloviti, ampak še vedno upaš in nihaš med strahom in obupom, mislim, da je to še bilo ena dodatno breme za sorodnike. In grob pomeni, zgodba je končala. Človek je umrl in mi lahko zdaj se od njega poslovimo. To se mi zdaj je moment tega, kar si ti rekel, mali korak, mogoče bodo ti grobovi nam omogočili, da začnemo dejansko to želvanje. Rečemo, tukaj so, to so naši fantje, naše dekleta in lahko zjokamo vse te priložnosti, vsa njihove izgubljena leta, karijere. Kako ste pa vi, če vas lahko vprašam, kako ste pa vi se poslovili od svojih najbližjih? Jaz sem odhajal kot oficir v vrhovni komandi, odnosno pri ameriški vojni misiji vrhovnika McDowella. Ko smo odhajali iz Srbije, ko smo po osvoboditvi Srbije z Rusi, mi smo z Rusi osvobodili Srbije, kakvi partizani. Partizanov sploh ni bilo v Srbiji. To lažejo še danes, tako da meni se ne upa to noben reči, ker sem bil zraven. No in ko smo se mi dogovorili za linijo razmejitve, Rusi, odnosno kasneje srpski partizani, odnosno partizani iz cele Jugoslavije, do Drine, mi od Drine naprej. Niti en strel ni padel med Rusi in med nami. Niti en strel. Prej, če bi nas pa dobili, če bi tam obstali, bi nas pa razorožili, predali tistim parim partizanom ali pa civilistom, pa bi nas pobili. Kakor so ubili mojega očeta in mojega brata. Brat je bil komandant jurišne brigade, so ga ustrelili, oče je bil predsednik Ravnogorskega odbora in član nacionalnega komiteja, so ga ubili. Ravno tako. Pravite, grob. Meni so poslali rehabilitacijo iz Srbije v predivnem tekstu. Jaz ga moram objaviti nekaj. Ga moram objaviti. Da bojo naši sodniki videli, kaj so naša sodišča. Ko sem jaz bil med prvimi rehabilitiranimi kot zavezniški oficir, v mojem razsodbi pred Narodnim sudom Slovenije, Narodnim sodiščem, je glasilo, da sem agitiral za jugoslovansko vojsko v domovini in Draža Mihajlovića, nikjer pa ne piše, da bi se sodeloval z okupatorjem. In ko sem jaz bil med prvimi rehabilitiranimi, to je bilo leta 1993, sem dobil od Vrhovnega sodišča, državnega tožilca, samo obvestilo, da je predana moja obtožnica v postopek prvostopnemu sodišču, ki jo nikdar ni ugotovilo, in to je bila rehabilitacija. Zdaj bom v slovenski javnosti pokazal rehabilitacijo, ki so izdala srbska sodišča. Klobuk dol. Klobuk dol. Jaz sem se jim javno zahvalil. Kje so grobovi? Moj oče je ubit na obali Morave, velike Morave v Srbiji, brat v predmestu Svilajnca, katerega je z Rusi skupaj osvobodil. Tam so recimo naši oficiri 41. leta
kapetana De Roka, ki je vodil recimo osvobajanje Kruševca, so ga komunisti v hrbtu streljili, da se lahko potem prevzeli oblast, začeli plačkati in ne vem, kaj vse delati. Sej vi ne veste, sej narod sploh ne ve, kaj so te ljudje delali. Sej še nihče ni pošteno napisal, jaz sem napisal do zdaj 7 knjig. Samo v teh knjigah nisem nikjer na drastičen, na energičen način opisal to, kar je dejansko bilo. Jaz sem vedno gledal, da malo razvažam to zadevo, da oblažim, da ne bom spodbujal nekega sovraštva, nekaj takega. Ampak to ni prav, mi si moramo povedati resnico v obraz. En drugega, ne očitati, povedati resnico. Jaz sem naredil to, ti si naredil to, jaz ti prostim tebi to, ti oprosti meni to, si sežel v roke, to je spravo. Ne pa to, kar so zdaj delali. Kaj pa sta Kučan in pokojni nadškof naredila v Rogu? A je bila to sprava? Lepo vas prosim. Lepo vas prosim. Sprava je čist nekaj drugega. Tu se mora narod spraviti. Danes sem veliko potoval v Nemčijo, tudi prej, ko sem službeno hodil. Zelo veliko potoval v Nemčijo. V Nemčijo nacistih danes ne govorijo z mržnjo, ampak z golo konstatacijo. Ta je bil nacist. In to ni nobena tajna. In ti ljudje niso mogli priti na noben viden položaj. Italija je to malo zamešala. V Rusiji in pri nas v Jugoslaviji, ja, ljubi Bog, to je bilo tako kot ne. To so bili. Srbi imajo en grd izgovor. Oni pravijo, svaki narodni heroj ima krvave ruke dovolj. Jaz zato nisem dal nobenega komentarja. A ste vi kdaj šumili grobove, brata in očeta, imate grobe na teh lokacijah, kjer ste bili? Moj oče leži v grobišču, kjer naj bi bilo pobitih cirka 3000 političnih obsojencev v aprilu 45. leta, mogoče 15-20 dni pred koncem vojne, ko je dal Tito nalog, da se morajo vsi vidni protivniki pobiti. Oče bil solunski dobrovoljc, to je bilo eno, je bil nosilec Karađorđeve zvezde, je bil rezervni oficir in je bil član nacionalnega komiteja. Brat je bil komandant aktivni oficir stare jugoslovanske, komandant jurišne brigade, to so bile elitne note, edino te so se imenovali četničke. Mi ostali smo se imenovali pa jugoslovanska vojska v domovini, kot regularna vojska. In mi smo imeli vojne misije. Tudi ne vemo za grob. Nekje meni so prinesli v eni plastični vrečki zemljo iz grobišča, kjer so po izjavah prič pobita cela bratova brigada, cirka 250 ljudi, plus civilisti in vse ostalo, kar je simpatiziralo Svilajncu z Ravnogorskim pokretom. Od tam imam jaz v naši grobnici, zdaj pa, ne da bi se hvalil, to moram povedati. Če greste na, kako se mene ta globus na internetu, no, Google. Če greste na Google in gledate spomenike, ohranjene spomenike, ali ne vem kaj, ki nekaj predstavljajo, najdete četniško grobnico družine Šušterič. Jaz mislim, da me kap zadene. Jaz nimam besed včasih, veste. Ko je človek enkrat v zadnjem desetletju, ko se piše z devetko in ko preživiš vse to, kar sem preživel jaz, ko sem prišel iz Golgota, Bosanske, v nemško vojno taborišče, sem imel 42 kg. To se ne morate predstavljati. Kaj smo mi preživeli, se ne morate predstavljati. Kot si jaz si lahko predstavljam, kaj so preživeli določene ljudi, ki so jih vodili do jam in jih pa v jamah pobili. To si lahko predstavljam, ker sem to videl v Bosni, kaj so delali ustaši. Predvsem muslimanske Handža divizija, to je bila potem Črna legija.
To je bila grozota. To so bili tipični klavci, takšni, kot so danes v Siriji in na Bližnjem vzhodu. To smo mi že doživeli v času druge svetovne vojne. To je bilo... Torej, ko mi začne nek slovenski partizan ali pa kdorkoli razlagati o borbah v Sloveniji, meni gre to besedno na smeh. Mi smo v eni borbi izgubili po 500, po 1000 ljudi. Na eni strani in na drugi strani. Pri nas so šle cele brigade, malo bolj številčnem stanju, kot recimo tle. Tle bi recimo bataljon je bilo 150 vojakov. Pri nas je bil bataljon, operacijski bataljon 450. Brigada je bila pa 3x 450, to se pravi 1300-1400 vojakov. Korpus je imel 3500 vojakov, grupa korpusa je bila pa divizija, je bila pa 7-8 tisoč vojakov. Mi smo imeli pod orožjem leta 1944, ko so pa šli Rusi, preko 100 tisoč vojakov. In niti enega partizana v Srbiji. To dobro veste. To si upam povedati na glas pred celim svetom. In zato je danes v Srbiji drugačna situacija, kot je pri nas. Pri nas je pa ta naša nesrečna politika leta 1941 razdelila po strankah odporniško gibanje, namesto da bi se združili, partizani niti glave ne bi mogli dvigniti. Zapomnite si to. To ugotavljamo danes, tisti, ki se pečamo s tem, da razkrijemo zgodovinske dogodke druge svetovne vojne. To je bilo žalostno. To je bilo žalostno. Bojim se, da ne bomo doživeli na političnem polju zdaj kaj takšnega. Ne bomo. Se bomo pogovarjali. Ja, gotovo je to zanimivo primerjati slovensko situacijo, ki je bila že posebno, se mi zdi, zaradi tega pokrajinskega situacija, se pravi Dolenjska in Štajerska in Gorenjska, primerjati situacijo po drugih republikah bivše Jugoslavije, če ne drugega zato, da razumemo tudi, kaj se je potem zgodilo v 90-ih letih. Da je tam vso to nakopičeno sovraštvo, tako hitro se spet sprožilo in povzročilo še eno gorjenje. Čeprav jaz bi mogoče na tisti dogodek v Kočevskem rogu med Kučanom in med nadškofom Šuštarjem vseeno pogledal malce bolj z dobro voljo, pa z dobrim namenom. Se pravi, zdi se mi, da takrat vendarle je bil nek namen, da se ta slovenska zgodba na nek način sklene. Res pa je, da stvari potem niso šle tako naprej, kot bi si želeli, in da smo danes morda bolj oddaljeni od tistega, kot pa smo bili takrat. Takrat so se vendarle neke stvari lahko naredile, lahko se je o tem začelo govoriti, začele so izhajati knjige. Danes knjige seveda še vedno izhajajo, žal pa jih nihče več ne bere. Čeprav Bermanov dosje smo prebrali in tudi to, kar ste opisali glede četnikov v Jugoslaviji, je tudi vsaj v nekaterih delih jasno. Ampak se lahko vprašam, kaj bi vi rekel današnji mladini? Vi ste bili takrat mlad, ste rekel 18 let. Marsikaj videl, marsikaj doživel, kar upajmo, da našim mladim ne bo treba. Kaj bi bil vaš navod na svet? Jaz imam 6 pravnukov, 4 vnuke, sin je pa toliko star, kot vi, ta starejši. Veste, danes so ti ljudje, mladi ljudje, motivirani drugače, kot so bili včasih. Pri nas to, kar govori Janez Janša, ko pravi, da je treba kakšno domovinsko vzgojo, domoljubno vzgojo, te mi ne poznamo. V kakšni domoljubni vzgoji je pa bila vzgojena naša mladina? Pionirčki, s Titom naprej. Vse mi ne poznamo domoljubja. A mi lahko danes gledam kot vojak, kot oficir. Smo mi danes v stanju mobilizirati eno brigado mladih ljudi, ki bo šli prostovoljno v borbo, da bo branili našo domovino? Jaz se bojim, da ne.
ker ne bojo najdli osnovnega motiva. Osnovni motiv je domoljubje. Osnovni motiv je ljubezen do domovine, spoštovanje domovine, spoštovanje tradicije, spoštovanje družine. Tega mi ne poznamo. Tega mi skoraj ne poznamo. To je edino, kar še drži malo skupaj katoliška cerkev in tisti ljudje, ki so bolj nagnjeni katolicizmu in veri, kot pa ostali. Vse ostali. In danes imate 50%, zdaj jaz prehajam na neko drugo področje, ampak je, danes imate vi 50% zakonov praktično konkubinatov, divjih zakonov. Vse mi že skoraj pravega zakona ne poznamo. Mislim, zakonske zveze. Da ne govorimo o otrocih, o krščenju, o prvem obhajilju, o birmanju, o zakrmentih, o tem, kako to. To so zastarele stvari. To je dediščina, ki smo jo dobili od komunizma. To je tista dediščina. In tega mi ne znamo urediti. Pa ni važno, če si ti liberalc, ampak ti moraš spoštovati tvojega sonarodnjaka, to je tvoj človek. On je bolj nagnjen veri, ti si pa malo manj nagnjen veri, ampak spoštuj eden drugega. Kaj pa danes recimo ljudje govorijo, tisti, ki niso verni, pogled tega klerikalizma je spet v cerkev videti. Ja, kaj se pa to pravi? In tak odnos je povsod. Tak odnos je bil v šoli, tak odnos je bil v službah. Mi smo bili vsi, ki smo bili politično nepodobni, kot pravijo v Srbiji, mi smo bili drugorazredni ljudje. Jaz nisem mogel niti doštudirati, niti imeti katerikoli vidnejši položaj v gospodarstvu. Čeprav sem bil za to strokovno absolutno sposoben, z znanjem 4 jezikov, ni govora. Jaz sem dobil službo, da imam lepo penzijo na Hrvaškem, ne v Sloveniji. V Sloveniji bi bil lahko delavc, ker enostavno tega niso dovolili. In nas so imeli Slovenci vedno kot primer v Jugoslaviji, res je. Pa tudi v teh stvarih, v političnih, v preganjanju, v finem delovanju smo bili tudi mi med prvimi. Danes sem bil v Celicah, bivša Udbe. Me je napeljala direktorica tega inštituta za spravo pogledati. Trudil se bomo, da bomo to uredili. Veste, ko človek pogleda to, se spomnil, sem mi povedal, kada sem šel v inozemstvo, sem moral priti na to Udbo v Betovnovo, da sem dobil potrjen zeleni karton, da sem lahko potoval v inozemstvo. In ko sem prišel nazaj, sem se moral javiti in povedati, kje sem bil, kaj sem bil. Oni so itak vedeli. Samo da te kontrolirajo, če nisi kaj zlagal vse ali narobe povedal. Veste, to je bilo. In to pusti sledove na človeku. Recimo moja pokojna žena, kada smo se pogovarjali kakšne take malo bolj politične stvari, je vedno govorila šepetaje. Se ko babi, pa kaj govoriš? Ja, prav, da ne bo kdo slišal. Naša mladina in vsi mi, tudi jaz, smo tako globoko indoktrinirani od te komunistične ideologije in teh laži, da se jih zelo, zelo težko otresamo. Jaz vem, ko sem pisal knjige, sem bil v dilemi, ali bom napisal takole, ali bom napisal takole. Jožko pove, potrdi. On tudi piše, tudi ve. Si vedno v dilemi, da ja ne boš kaj preveč ostrega postavil. Zato pravimo, če gremo v spravo, moramo jeti v spravo radikalno, ker se bomo spravili enkrat za vse. In tle ne smemo biti polovičani. Marko Fink, rojen v Argentini, bom rekel, v svobodi, nikdar nisem imel občutek, da imam mikrofona, kje, ali pa da z osebo, s katero govorim, da bo kakšen špicelj. Tako da, hvala, meni je bilo to prizadeto. Sem pa sin političnega emigranta. Tema današnjega večera je od ideologije do posameznika. Vemo, da je 20. stoletje še predvsem kruto glede tega do posameznika. Posameznik ni veljal nič, ideologija je vladala vsem in padale so stroge kazni.
Zdaj, mene zanima, namreč potem, ko sem prebral ta članek, ki ga zmeraj omenjam, članek profesorja, psihologa Tomaža Rezarja o travmah, me zelo zanima, kaj bo z našim narodom, če mi tega ne bomo znali preseči, če ne bomo se znali usesti, pa se v oči pogledati in se kot odrasli ljudje pogovoriti. Kakšno zapuščino bomo pustili naši mladini? Kaj se bo z nami zgodilo, če tega ne bomo naredili? Namreč zadnjič v programu Radio Ognjišče sem tebe zelo poslušal in prosim, da nam razložiš, kaj se bo zgodilo, če mi ne znamo izjokati te naše bolečine, ki je še v nas, bom rekel tako, hvala Bogu, v meni jo ne čutim, čeprav mi je žal za druge, ampak mene so vzgajali, bom rekel, kot kristjana, v tem, da ne smem sovražiti. In sem zato tudi staršem zelo hvaležen. Prosim, da razložiš, kaj se zgodi, če mi ne bomo izjokali naše bolečine. Ja, zdaj sem Ja, hvala za vprašanje. Upam, da bom uspel to pojasniti. Kako je živeti s krivico, o kateri ne govoriš, to je, eni pravijo, socialna smrt. Ker ti si že mrtev, že umiraš. Ker ne govoriš več o tistem, kar je najbolj ključno, kar te najbolj zaseda, kar ti je ugrabilo srce. Tvoje srce se spreminja, zato ker ti v srce več ne smeš, če tako uporabimo to metaforo. Ne smeš več iti v svoje srce pogledati, kaj je noter, ker noter je bolečina in krivica in strah, zato hodiš okoli srca. V tem srca nimaš več. To mogoče ti še se rečeš prav, glede na razmere, bom še zdržal, tvoji otroci ne morejo zdržati. Ne moreš živeti z očetom, ki ima tukaj luknjo. In tako se to, kar ste tudi rekel, kako se to prenaša, pa vi ste omenili v teh zgodbah, kako to zaznamuje močno tudi otroke. In zato je to pomenilo, karkoli lahko rečemo iskreno, pa tudi če govorimo o svojem strahu, o svoji bolečini ali pa herojstvu. Dokler govorimo iskreno, so to besede, ki nadomeščajo solze. Našim otrokom ne bo treba več jokati, ne bo treba živeti v strahovanem svetu, ampak v svetu, kjer poveš in kar bo, in ljudje ti pride nasproti. Tisto moč, ki jo ima iskrena beseda, je v tem, da sama beseda, ki ni jezna, ko ste rekel, če bi sovražil, noben ne bi vaših knjig bral, ker ste povedali resnico, ker ste premislili vsako besedo, jaz mislim, so bravci hitro začutili, tukaj je nekaj resničnega, tukaj je nekaj iskrenega. In taka iskrena beseda, še posebej, če v trpljenju, v bolečini, spontano privabi sočutje. Medtem, ko jezna beseda spontano privabi jezo, vse to poznamo. Jeza rodi jezo, ali pa strah na drugi strani, če taki jezo ima še kakšno politično moč, kako je bilo, smo rekli, do 90-ga, taki je bil jezo, imel še moč in ta je mogel biti samo žrtev. In zdaj, žrtev ima pa to prednost pred storilcem, če tako rečem. Storilc živi stalno v tem zanikanju, žrtev pa ne. Žrtev, ki se poda v svoje srce in začne govoriti o svojem strahu, o svojem trpljenju, o tem, da včasih tudi ni bila tako pogumna, kot bi želela, ni bila tako dosledna, bi lahko naredila še to in ono in tretje. Tista žrtev ima potencial, da prinese vsem bodočim rodovom en zgled. Niti treba biti več žrtev. Bom povedal eno zgodbo, ki je nemški nobelovec, pa ujetnik koncentracijskega taborišča v Nemčiji, Elie Wiesel, je pripovedoval eno zgodbo in je rekel, veste, kdaj sem jaz nehal biti žrtev? Šele zelo pozno, jaz sem bil dolgo časa žrtev, on je izgubil očeta, tudi v taborišču skupaj sta bila tako rekoč 3 leta, potem 3 tedne pred osvoboditvijo oče umre in on se skozi počutil krivga, neznansko krivga, zakaj ga ni rešil, zakaj nekaj ne rekel. Ampak je rekel, jaz sem živel v tem sovraštvu, v tem slabem, tudi sovraštvu do sebe, je rekel, jaz sem imel dostojanstvo tudi do sebe, je rekel, potem pa enkrat, ko sem bil pa že najbolj slaben, sem šel pa v Nemčijo predavati v svoji knjigi, knjiga ima naslov Noč, in je rekel, če bi se lahko srečal z otroci, ki so bili takrat vključeni v Hitlerjugend, se pravi 17-letniki, ne takrat so bili po 50-letniki, ko je on šel v Nemčijo, in jih bi jaz malo vprašal, kako je bilo njim takrat. In je rekel, veste, kaj sem mi povedal?
To so bili najlepši časi. Pesem, taborni ognji, bratstvo, iskrenost, patriotizem. To je bilo za nas najlepši čas naše mladosti. Jaz lahko mislimo, ker pa je bilo katastrofa po vojni. Ampak vsak da vojni čas, najlepši čas, je rekel, takrat sem pa še videl, kaj pomeni žrtev. Svet gre mimo tebe, ljudje se veselijo, se poročajo in ne vejo zate. Je rekel, takrat sem se odločil, ne bom več žrtev. Jaz bom tudi poiskal sogovornike. Je rekel, jaz bi lahko na njih bil tako jezen, tako kot sem bil prejšnja desetletja, tako jezen na te ljudi, ki pravijo, da nič niso vedeli in celo veseli so bili. Je rekel, takrat sem pa videl, ne, tudi to mora žrtev sprejeti. Mislim, da je to nekaj velikega, ki bo tudi za našo, se mi zdi, situacijo v Sloveniji veliko pomeni, ko bodo žrtve povedale, kako jim je bilo, vsaka beseda, ki bo nadomestila, oziroma ki bo kakor solza, jim bo omogočila, da pridejo v sedanjost, da žrtve končno zaživijo v sedanjosti in lahko tudi srečajo celo nekoga, ki bo rekel, joj, druga vojna, kaj zvem, to je bilo pa zame, ne vem, kakšen herojski čas. V redu, mogoče je to, mogoče ne, da ne bomo sodili o tvoji iskrenosti. Ne? In tukaj mislim, da je pa en izziv tudi za vse nas, ki mogoče smo sorodniki, ali pa smo spremljali te ljudi, ali pa smo dve z njimi, da tudi mi malo povemo o tem, kako je biti ali drugorazredni državljan, kako je bilo biti zdaj, torej, kako je bilo biti nekoč, in da začnemo preoblikovati sedanjost. Ker to mislim, da je past tega, da si večna žrtev je, da živiš v preteklosti. Se to si predstavljamo. Stalno se oziraš nazaj, ne moreš se posloviti in reči, kako bi pa bilo, če bi jaz zdaj, da tako je bilo, da tega se ne da spremeniti. To so ta težke dileme, ki se ti omenil in smo jih že večkrat se dotaknili. Nobeno žrtvo ne moramo prisiliti, ne odpustiti, ali pa ne gre naprej. To se mi zdi tudi še en moment. Nobenega ne moramo prisiliti, reči, da pusti to je brez veze, ne ukvari se s kostmi, mi gremo naprej, mi bi radi v Evropo, ne vem kam, predtem, da vsa Evropa se pa ravno vrača nazaj in pred leti, mislim, da se je angliški bivši ta prvi minister, predsednik vlade, se je opravičil za to, kar je Anglija pred 150 leti naredila Ircem. Pred 150 leti. Da mi imamo tudi to razumeti, mi smo zdaj v 25. letu govorjenja o tem, tistih 70, oziroma tistih prejšnjih 55 je tako, je bolj čas molčanja. Če teh 25 pomnožimo mogoče z 2, pa bomo prišli do resnike o tem, kakšna je bila vojna res za naše ljudi. Za tega taka, za tega drugačna, za enega grozna, drug se je takrat poročil, kaj je bil vesel, da je pobegnil. In mislim, takrat bomo pa lahko poslovili se od vojne. Bomo imeli eno izkušnjo, ki se bo tudi nam opisala, rekel, eno tako narodno zavest. Vojna pomeni to in to in to. Vojna pomeni zmagoslavje. Kako so Nemci rekli po prvi. Vojna je fina, osvojiš. Ja. To je tiste, kar ste vi, mislim, da si ti to rekel. Ta ideološki govor je pobral in odrinil vse te zgodbe v anonimnost. Zdaj pa prišel čas, ko te osebne zgodbe dobivajo pravo težo. Sem Franc Zabukošek iz Šentjurja, Celju, blizu Dramlja. Prišel sem s določenim namenom tukaj, da sem zaradi tega, ker sem bil od Nove zaveze naprošen, da letos na teh karih spregovorim nekaj kot domačin. Seveda sem rekel, sem pripravljen govoriti samo zaradi tega, da poudarim, da je treba naše tehnje, naše, lahko rečem, tudi urediti kot spomenik genocida in katarze slovenskega naroda. Spomenik je kot Mušičevo delo akademika Mušiča, malo podlobljen in tudi mogoče, tudi časno, vendar ni končan. Spominski park nič ne pove, kaj se je tu dogajalo
Zakaj se tu zbiramo, zakaj spomenik stoji takšen, kot je, ker ga marsikdo niti ne razume in mu nič ne da doživeti. To je tisto sočutje, ki bi tu moralo rasti iz obiska tega kraja. Dejansko je to taborišče, koncentracijsko taborišče komunizma pri nas. Poleg teh morišč, ki jih je 600, pa še mogoče kje drugi kraj. Tipično koncentracijsko taborišče je do tega je. In to bi, sem rekel, to sem pripravljen, drugo ne mislim, da bi zdaj kaj več govoril o sočutju, o spravi naprej. Čeprav, ker jo pač razumem. In to, kar je danes zdaj bilo, sem že prej hotel se tudi vključiti zraven. Tudi je bilo rečeno, da Nova zaveza ne želi nekako pokopati te stvari. Jaz mislim, da tu direktno to je lapsus. Tudi zdaj sem malo prej govoril s slušnikom, ste rekel, jaz bom šel na ta večer, pa mi rekel, da ne more biti odsotni, da pa strinja se s tem, kar sem jaz tam tudi povedal, to je bilo tudi v časniku zapisano, ta moj govor. In v tem smislu bi jaz rad, da se začnemo pogovarjati Slovenci kot državljani, kot smo bili do zdaj, ampak na temelju enega resnice in spoštovanja ljudi, svojih vojakov, tudi mrtvih, pokopanih, pobitih, ja, da nekaj naredimo, dejansko nekaj naredimo, korak po korak. Sprava je sigurno cilj, ta mora biti dosežena, ker ne moramo živeti v laži, v neresnici, oziroma v teh ideoloških konstruktih, ki še nas kar obredujejo, kjerkoli se kaj začne o tem debatirati, smo tu not. Gospod Šošterič konkretno lepo pove, treba je pravi dialog spostaviti, pa resnico na miren način povedati, da se vrata bolj odpirajo. Tega ni pri nas. Smo dejansko zašli v sovražni govor in ne rešujemo stvari. Takoj se začnemo kregati. Če govorimo o spravi, je prepir. Eni jo ne razumejo, eni jo smatrajo kot čisto crkveno stvar, drugi menda ne razumejo. Mislim, sprava je proces, ki rešuje človeštvo skozi. In to je trajno, ni enkratno dejanje. To je trajno postopek. Ljudje živijo v določenih konfliktih, pa si ugotovijo, kaj so naredili narobe, si povejo, si dajo roko in živijo naprej. To je življenje. In tako mora biti tudi narodno življenje. Mi ne moramo živeti skregani domobranci partizani. Svet ni več. Imamo pa zaslužne učence, ki so bili pobiti zaradi tega, ker so se borili za domovino, mati, Bog, domovina. In imamo partizane, ki so rekli, da so se borili za svobodo, pa ne vem kaj, pa smo dobili svobodo leta 45. Pa lepo prosim. Jaz nisem zgodovinar, jaz sem zdravstvene stroke, ampak 45. leta se je začel totalitarizem. Prej je bil fašizem, nacizem, zdaj se je začel takoj potem poboji, pa takoj nasilje komunistično. Kje je svoboda? Ljudje so še 70 leta bili zaprti zaradi nekaj razmišljanj drugačnih prepade. Zato dajmo in mislim, da oblast slovenska samostojna država je verodostojna tista, ki bo naredila tu res, ki bo tu jasno povedala. Ne more ona narediti, kot je bilo rečeno, sprava se ne da ukazati, ampak oni morajo narediti pogoje. To pa pomeni, ni 41 leto ali pa 45 leto ena okupacija. Pogoj za malo bi danes svojo samostojnost. Nasprotno, je za nekaj drugega. Ampak temu se je treba približati, da bi jaz bil, da bi bil predal, ampak res bi rad, tudi tam sem bil prej, onda skupaj pri zaporniških celicah, sem tudi rekel, ljudje govorijo strah, je danes še kaj povedati. Ja, pa a je kdo kaj naredil? Zakaj ta strah? Je to sploh upravičeno? Prvi strah je negativno čustvo. Je nekaj, kar iz neke sebičnosti ali iz neke bojazni, ali ne vem kaj, to širiš. Res. Danes smo 20 let,
24 let že v svobodi. Ampak res malo čudni, rekovajem, da to rečem, da imamo političnega zapornika, pa ne vedno meni, zakaj je zaprt, ampak to so čudni časi, ampak zato, to so pa tudi zato, ker se premalo upamo povedati, premalo izjaviti in da bi nekaj razrešili. Se pustimo zavajati, da bi že kar predolgo. Res bi rad, da me razumete, da nekaj rečemo, kaj jutri kako naredimo. Če 70-letnica poboj bo pred nami, 100-letnico prve svetovne vojne obeležujemo. Ampak zakaj? Zato, da se te stvari ne bi več dogajali. In mi pa ne bomo znali to narediti pokopati. Jaz mislim, da prvi korak k spravi bi bil pokop človeških ostankov iz morišč vseh. In to bi naj bilo najlepše naredilo na teh karih, ker je tam lep park, lep spomenik in vse to, kar tam zraven sodi, da bodo ljudje nekaj doživeli, ko bi prišli nekaj v drugo katarze. In to, če to ne bomo naredili, če bomo samo tako, da se pogovarjali z lepe misli, lepe besede, ne bo sadov. Mi moramo začeti se zavedati, da smo državljani in da ta država naša in da ne smemo dovoliti, da nam krv siljujejo. Zdaj so 4 predsedniki enostavno sklenili, da bomo naredili v Ljubljani spomenik vsem žrtvam vojn in pa zakonsko pokop. Jaz mislim, to predsedniki so, spoštujem, ampak tu grešijo. Zakaj je treba zakon o pokopu? To je civilizacijska dolžnost, da človeka mrtvega ostanke človečke pokoplješ. Zato ne rabi zakona. Drugo, spomenik. Spomenik imamo na Tehari. To je bil drag spomenik in ta spomenik končajmo, da bo dejansko služil temu, kar želimo doseči se spravo tudi, ki bo pa še trajala. Ker sprava je stvar resnice, je stvar zgodovine in prava. Da pride do resnice, da pride, da so zločini pravno obsojeni, tudi posthumno, kot je lahko tudi posthumno rehabilitacija. To moramo doseči, ampak to moramo iti postopoma. Torej, jaz sem predolg. Hvala lepa, prostite, to bi želel. Tudi vam hvala. Ja, bi še vas povabil, zdaj počas zaključujemo to okroglo mizo, kakšno vprašanje, komentarje. Če ne bi jaz mogoče samo še, ja, kar ja, Marko. Samo sem pričakoval, da boste tudi povedal tisto, da lahko pride, da recimo lahko v drug spopad, če ne pride do te faze izjokanja bolečine. Ja. To je to pa je. Mislim, da bi tako črno gled. Ja, gotovo. Ta krivica, ki ostane, ima eno tako zelo zoprno lastnost. Veste, da vsako novo krivico, tudi če je čisto majhna, doživljamo kot nadgradnjo vseh preteklih, in potem reagiramo zelo napadalno. To je to, kar se pozori. Ja. Reagiramo zelo napadalno, smo takoj pripravljeni, češ zdaj bomo pa eksplodirali. In če se to kopiči, seveda te nakopičene krivice, neizjokane bolečine so tlakovana pod, bomo rekli, avtocesta v nove družbene spopade, če dali večje nezaupanje v družbi in seveda potem smo res žrtve teh ideoloških še diskurzov, ki pravijo črno-belo, z silo, sovraštvom bomo to rešili, potem potrebujemo samo še žrtve. To je dinamika, ki so jo zdaj že precej dobro prepoznali, raziskali v teh nesrečnih družbah, kot je recimo Severna Irska, ali pa zdaj seveda ta spopad, ki se vleče že desetletja v Palestini, oziroma v Izraelu, in ugotavljajo, kako se ljudje ne morejo izviti iz tega kroga. Nekaj podobnega smo videli ne toliko daleč od slovenske meje, se pravi par 100 kilometrov v Bosni, kjer je prvo se spet ideologija polastila teh bolečin in so imeli seveda nove spopade, nove mrtve, koncentracijske taborišča in tako naprej. Zato en moment tega je, če lahko še to izkoristim, samo je seveda oproščanje.
tisto, kar žrtve oziroma tiste prizadete ljudi lahko pele naprej, je gotovo to, da ne pričakujejo od storilcev ne vem kakšnih velikih gest. Zdaj mislim, da smo mi tudi malo teh 24 let zgubili na tem, da smo čakali, in to mislim, da je bila ta debata okoli tega, ali je ta srečanje v Rogu, Kučan, Šuštar pomenil korak v eno večjo iskrenost, ali korak samo k temu, da rečemo, v redu, končali smo debato in gremo naprej. Ne? In vi ne boste odpirali nobenih tem. Ne? Tukaj mislim, da je stvar zastala tam. Ne? In da smo mi nehote, ali pa mi, ali pa žrtve, nehote pričakovali, zdaj bomo pa mi od storilcev v narekovajih, ali pa vsaj njihovih somišljenikov, dobili končno tisto priznanje, izkesanost, prošnjo za odpuščanje in nekaj podobnega. In mislim, da ta agonija, ki se je potem nadaljevala, je bila v glavnem o tem, da se čaka storilce, da pridejo nasprot. Seveda žal, nauk tega je, če se malo ozremo po svetu, da je posod bilo podobno, storilci se ne pokesali. Ne v Nürnbergu, ne pri nas, nikjer. Ali naredijo tako, kot ste veliko, gospod Šušterič, da se pač pridejo nasprot kot vojaki, da se dajo eno dostojanstvo, ne? To bi bila idealna razplet. Ko pa gre za težje stvari, seveda ljudje, ki so se pa dejavno vključili, tam pa seveda ne moramo računati na to. In tam seveda žrtve morajo pa tudi to sprejeti, da tega priznanja ne bo in da so še naprej ujete v to držo, rekel, zamere, krivice, če same ne začnejo o tem govoriti. Tako se mi zdaj ena taka pot. Izvolite. Jože Novak Žalec. Meni je žal, da se moram ustaviti v težkih besedah gospod Dežman, ki ste jih izrekli prej. In sicer zdaj opazujemo eno ravsanje, bi rekel, med Dežmanom, Novo Slovensko zavezo, še kakšno politično stranko, za ene boge kosti domobrancev in drugih žrtev. Zakaj je tega treba? Jaz nisem na prvem dogodku, kjer se dr. Dežmanu, ne vem, če je bil lapsus res, potem povejte, ne? Ampak mogoče, če ne zaradi drugega, ne zaradi tega, vi službujete na teh posteh, ne? Nova Slovenska zaveza, ja, je res. Ali pa ste? No, danes ne, ampak če tu ni nobenega od Nove Slovenske zaveze, ne, če vi upate tam enemu gospodu, ki daje predlog, ne, govoriti, da nekaj ni razumno, ne, potem dovolite, da jaz vam povem tudi, da ni razumno, ne, da tukaj govorite, da Nova Slovenska zaveza ne skrbi ali pa da jo ne zanima pokop njihovih ljudi, od njih pa ni nobenega tukaj, ne, da bi nekaj povedal. Ne. Vi pa veste, da ga ni ta gospod ni od Nove Slovenske zaveze, jaz tudi ne. In res bi izkoristil to priliko, no pa prosim, razumite dobro namerno, ne, da se mogoče usedete skupaj, nekaj pomenite, da vse ste... Zato sem vam pa to povedal, ker smo skupaj sedeli. Glejte, njih ni tu, veste, kaj sprosim, te stvari se potem grejo ven, ne, in se zmenite se, lepo vas prosim, res. Mogoče, če samo po testi malo povesta, o čem je zdaj nesporazum. Poslušajte, kaj pa je tukaj nesporazuma? Strategija Nove Slovenske zaveze so bile farne spominske plošče. In to je ogromen spravni produkt. To je 14 000 tok in tok farnih spominskih ploščah. Prekop pa nikdar ni bil strategija. In to se je zdaj, letos poleti, smo imeli sestanek, kjer so bili od Nove zaveze je bil pač Sušnik in Šerder, od Zveze borcev je bil Turenšek pa podpredsednik in smo se o teh stvarih pogovarjali. Potem je prišlo to ven. Tako da jaz tukaj sploh ni bil, ne vem, o čem vi govorite. Jaz, gospod iz Nove Slovenske zaveze, odlično razumem, se o teh stvarih pač pogovarjamo. Tako da ta vaša skrb od zunaj, brez poznavanja stvari je pa čisto več.
Vi ste rekli, da Nova Slovenska zaveza nima interesa pokopati svojih mrtvih in to se je zelo jasno v teh 25 letih pokazalo. Oni se s tem, kar ste vi povedali, predvidejo ne strinjajo. Ja, no, ne pa koga pokopljajo, ne, se je zelo enostavno. Hvala obema. No vse, koliko ste videli, mi se moramo še pogovarjati, ker očitno dileme so tudi take, ki jih mogoče niti mi se ne zavedamo, mogoče ne razmišljamo o tem, zakaj zdaj kdo hoče ali noče, ampak če se vrnemo manj na to ravno, čisto še naših osebnih zgodb, vajo bi prosil še za mogoče tak zaključek ali pa zaključno misel, mogoče malo pri v vašem osebnem, mogoče Jože, zelo družinskem. Ravno to sem mislil. Od ideologije k posamezniku. Jaz bom povedal našo družinsko zgodbo, ki je na svoj način zelo zanimiva, ker je tipično slovenska zgodba. Namreč za Božič leta 1943 so mojega pradeda ubili Nemci, ker so partizani prekopali tam neko cesto. Nemci so potem prišli, pobrali talce in moj ded kot najstarejši, praded kot najstarejši, je bil prva žrtev tistega božičnega dne 43. No, njegov sin, se pravi moj ded, je potem vstopil k domobrancem, zato ker je seveda vedel, kako so te stvari bile. Ampak domobranska vojska takrat tam na Dolenjskem je bila seveda tako, fantje so večinoma bili doma, delali kmečka opravila, ko pa so imeli kakšen zbor ali kaj podobnega, so se zbrali in to opravili. No in tako je prišlo leto 1945, prišel je maj, prišla je komanda, da se morajo zbrati v Trebnjem in potem so skupaj nadaljevali pot proti Ljubljani, končali seveda najprej v Vetrinju, potem pa Bog ve kje, ne. No, moj ded, ki se je pisal Makše, je na poti do Trebnjega srečal mojega drugega deda, deda Bartolja, ki ga je seveda poznal, oba sta bila kmečka fanta, stara približno približno enake starosti. Naj povem, da je bil moj oče, ki je letnik 42 takrat že rojen, moja mama, ki je pa letnik 46, pa še ne. In ta ded Bartol, ki je bil bolj partizanski, je rekel mojemu dedu domobranskemu: kam pa greš, Janez, ali ne vidiš, da vse vrag jemlje? In ta ded se je sicer odpravil še malce naprej, vendar je razmišljal. Potem se je nekje obrnil in odšel domov. In potem je v senu domače kmetije pričakal osvoboditev in potem, ker je bilo teh skrivačev še kar nekaj, so se vsake toliko časa hodili javljati in dokler so fantje izginevali, se pač niso javili, ko pa je bila tista amnestija, se je šel tudi on javiti in pač odsedel nekaj mesecev in preživel. Moja mama, kot rečeno, se je rodila potem leta 1946. Če moj ded, ki je bil propartizanski, ne bi mojemu pro-domobranskemu dedu takrat rekel: kam pa greš, Janez, da ne vidiš, da vse hudič jemlje, ne bi bilo niti mene danes tukaj. Skratka, te naše osebne zgodbe nam nekaj povejo. Povejo nam, da je naš dolg do zgodovine vsaj v tem, da mi na tej osebni ravni s to pomiritvijo, s to spravo opravimo. In če si zakaj osebno prizadevam, si pri tej resnici in sočutju, prav zato, da bi se lahko vsak uživel v nekaj trpljenja svojega bližnjega, pa naj bil na partizanski ali na domobranski strani. Ko bomo enkrat dosegli kritično maso ljudi, ki bodo tako mislili,
sem prepričan, da bomo lahko začeli s pokopi in ko bomo začeli s pokopi, ko se bodo te žrtve znašle na mestih, ki jim sodijo, takrat se mi zdi, da bomo mi presegli to slovensko situacijo in zaživeli normalno evropsko življenje. Jaz bi temu dodal moj zelo kratek starački komentar. Živi bili pa videli. Nisem verjel ne nacistom, ne komunistom, nikdar v življenju, in tudi danes ne verjel.